Na 7. vrhu slovenskega gospodarstva smo gospodarstveniki predlagali 46 konkretnih ukrepov, ki jih lahko ob pomoči socialnih partnerjev vlada zelo hitro realizira, in danes smo tudi ocenili dokončno učinke, gredo v več milijard in sproščajo tako bančni kot tudi investicijski krč v Sloveniji. Če bomo seveda te ukrepe podprli in jih tudi uvedli v našo zakonodajo, predpise in predvsem poslovno prakso. Ker se nahajamo v razmerah izjemnega nezaupanja, tudi nespoštovanja zakonov, prepočasnega ravnanja in delovanja, smo hkrati s temi ukrepi sprejeli tudi poseben poziv gospodarstva, vsem ključnim deležnikom, da se hitreje lotimo našega dela, se pravi sprememb in reform. Ta poseben poziv je podpisalo že preko 600 slovenskih gospodarstvenikov in pozivam vas vse skupaj, da ga podpišemo v čim večjem številu in tudi na ta način izpričamo našo pripravljenost za sodelovanje in istočasno tudi zahteve po drugačni Sloveniji. Zakaj ste vi podprli poziv gospodarstva slovenski politiki za uspešno Slovenijo? Poziv gospodarstva sem podprl zaradi tega, ker smatram, da so v vladi tisti, ki so odgovorni za to, da sprejmejo takšne ukrepe, da se ne bi dogajalo, da ne bi prihajalo do propada gospodarstva oziroma da se v skrajnem slučaju ne bi dogajalo po celi Sloveniji to, kar se je zgodilo včeraj v Mariboru. Iz preprostega razloga, ker bez dobrega gospodarstva ne bomo imeli neurejene, nepravne države, niti ne standarda, kakršnega si Slovenci zaslužimo. Tako da gospodarstvo je tista gonilna sila, ki ustvarja BDP, ki omogoča potrošnjo, in brez gospodarstva pač ne bo šlo. Zato, ker to minimum najnujnejših zahtev, ki jih slovensko gospodarstvo lahko da na mizo, zato da spremenimo trend gospodarjenja v Sloveniji, predvsem pa konkurenčnosti gospodarstva v tujini in seveda spremenimo trend porabništva v trend ustvarjanja visoke dodane vrednosti na izvoznem gospodarstvu in predvsem, da spremenimo vrednote ustvarjanja in pa seveda vrednote visoke dodane vrednosti, pa tudi vrednote vodstva, vodenja, menedžerstva in pravzaprav dvignemo vrednote v Sloveniji v smeri ustvarjanja in manj v smeri porabništva.